Še kot šolarček sem nadvse rad risal. Ko se je začela vojna, sem bil študent slikarstva. V partizane sem odšel kmalu po začetku vojne, star 18 let. Dobrega pol leta sem se boril v Tomšičevi brigadi, tedaj pa sem dobil ukaz, naj odpotujem v partizansko tiskarno, kjer so potrebovali risarja. Skupaj z drugimi sem med grmenjem in v snežnem metežu prispel na kurirsko postajo TV14 v Kočevskem Rogu. Ponoči smo v zasilnem bivališču tiskali partizanske časopise, čez dan pa smo zbirali gradbeni material za novo tiskarno. Po zapuščenih kočevskih vaseh smo nabirali deske, strešno opeko, vrata, okna. Partizanski vozniki so nam ta material zvozili na določeno mesto, od tam pa smo ga sami znosili globoko v gozd na skrito gradbišče. Tekmovali smo, kdo si bo naložil večje breme in ga prvi prinesel na cilj. Vsakokrat je zmagal Peter, velik in močan partizan, ki si je nalagal najtežja bremena in jih tudi prvi prinašal v majhno kotlino, kjer smo nameravali postaviti tiskarno. Kraška kotlina se je imenovala Kraljevi kamen in je stala sredi stoletnih smrekovih in bukovih gozdov, daleč od naselij, dobro skrita pred nepoklicanimi očmi. Novi tiskarni smo dali ime Urška 14. Potrebna drva smo znosili v taborišče na hrbtih, vodo za kuhanje in umivanje pa smo dobivali v oddaljeni Mlak. Ob vhodu v tiskarno je bil manjši prostor za vodjo tiskarne Danico, ki je bila obenem tudi tipkarica. Zraven pa je bila kuhinja, v kateri nam je starejša partizanka Reska kuhala, sprva predvsem fižol, kasneje pa tudi kaj boljšega. V kotu smo si postavili lesene pograde, nastlane s smrekovimi vejicami, kjer smo spali. Ob daljši steni, kjer je bilo veliko oken, so bili prostori za tiskanje in za risarja. Z neverjetno zagnanostjo smo takoj pričeli tiskati najrazličnejšo partizansko literaturo. Nikogar ni bilo treba priganjati k delu. Vsi smo tekmovali, kdo bo natisnil več. Vodstvo osvobodilnega boja in uredništva različnih partizanskih časopisov so nam po partizanskih kurirjih pošiljali besedila na kurirsko postajo TV14. Prinašal nam jih je tovariš Zmago, komandir kurirske postaje, ki je edini vedel, kje stoji Urška. Danica pa jih je pretipkavala na ciklostilne matrice. Če je bilo potrebno besedilo ilustrirati, so se z Danico zmenila, kako velik prostor na matrici naj pusti za ilustracijo. Poleg ilustracij sem s kovinsko iglo risal naslovne strani Slovenskega poročevalca, Ljudske pravice, Naše žene, Mladine in različnih brošur. Ko so bile risbe končane, so jih dobili v roko ciklostilci. Dušan in Angelca, Peter in Ančka, Ivano in Franca so z velikim navdušenjem tiskali list za listom, stran za stranjo, iz dneva v dan, po 14 ur na dan. Dušan in Angela sta zmogla v eni sami uri natisniti 2000 strani. Okrog samotne tiskarne so se mirno sprehajale srne, tekali so divji prašiči in tulili volkovi. Po kurirski stezi smo pogosto videli hlačati tudi medvede. Nenehoma smo lahko slišali ptičje petje, skozi gosto smrekovje so vdirali k nam ozki prameni sonca, po zimi pa smo bili zasuti s težkim snegom. V tiskarno se je lahko prišlo le s pomočjo prikritega dvižnega mostu. Tako ni mogel k nam nihče nepoklican. V poletju 1943 smo natisnili bogato ilustrirano pesmarico partizanskih pesmi Nam pesem boriti, živeti pomaga, na katero smo bili še posebej ponosni. Sam pa sem najraje ilustriral slovenskega pionirja, najbolj ilustriran partizanski list. Prinašal je zgodbe o pogumnih pionirjih, ki so pomagali partizanom, poročal je o akcijah pionirjev, o tem, kako pomagajo pri delu na polju, kako zbirajo pomoč za partizane, trosijo listke in pišejo po zidovih gesla proti okupatorju. Ko so bili vsi listi za posamezen časopis ali knjigo natisnjeni, so jih vzeli v roke zlagalci in jih speli s sponkami. V zavetju noči so natisnjene časopise in knjige v nahrbtnikih odnesli iz globokega gozda na različne kraje po vsej Sloveniji, v organizacije OF, AFŽ, med mladino in pionirje, med partizane v brigade. Pot do bralcev je bila najpogosteje dolga in zelo nevarna. Prvi del poti smo upravili sami tiskarji. S težkimi nahrbtniki smo poromali do kurirske postaje.
Tam so našo literaturo prevzeli partizanski kurirji in jo po svojih poteh preko gozdov, mimo sovražnih bunkerjev in zased raznesli do naslednjih kurirskih postaj in naprej do naših bralcev. Kadar je bilo zavojev le preveč, so natovorili tudi mulo. Tiskarsko delo v skriti tiskarni, ki je trajalo dolge mesece in leta, bi lahko postalo enolično, če si ga ne bi znali popestriti. Med delom smo prepevali, zbijali šale, za zabavo pa smo od časa do časa organizirali mitinge, na katerih smo nastopali z govori, recitacijami, petjem in kratkimi igricami, na koncu pa smo še zaplesali. Tudi razburljivih dogodkov ni manjkalo. Bili smo sicer dobro skriti, čisto varni pa le nismo bili. Kadar so Italijani napravili večje premike proti Rogu, smo bili v pripravljenosti. Nekajkrat smo ves tiskarski material poskrili med razpoke v skalah in ga prekrili z listjem tako odlično, da ga nekoč potem, ko je nevarnost minila, sploh nismo mogli najti. V letu pred koncem vojne smo pripravili tudi barvne ilustracije za prvo partizansko čitanko, ki pa ni bila nikoli natisnjena, saj je prej napočila svoboda. Tiskarno Urško 14 je sovražnik po naključju odkril šele ob koncu vojne in jo zažgal. Zdaj jo je prerasel tisočletni gozd. Ostal je le spomin na težke čase, ko je maloštevilen mlad delovni kolektiv sredi kočevskih gozdov v težkih razmerah opravljal radostno tiskarsko delo. Tiskal je liste, ki so opogumljali pionirje, odrasle in partizane po vsej domovini.